Jaz sem Janin, tale moj gost je pa Miran Stanovnik, ena od slovenskih legend. Na zemljevidih vidimo, da je trasa potekala vsako leto nekje drugje, ne? Ja, precej se je menjala trasa, sicer nekatere etape so si bile podobne, ampak nikakor toliko, da bi se lahko zapomnil iz prejšnjega leta ali pa iz prejšnjih let. Ja, trase so drugačne bile, ampak konec koncev etape recimo so pisane za tekmovanje in težko bi rekel, da smo potem videli kakšne spremembe, ker takrat, ko dirkaš, je osredotočenost izključno samo na GPS, na roadbook, na tekmo in ne vidiš nobene okolice. Mi smo v bistvu šele potem, ko smo dobivali posnetke od Eurošporta iz helikopterja, iz vseh teh kamer, ki so jih oni uporabljali, videli, kje smo dirkali, po kakšni lepi pokrajini smo dirkali in tako naprej. Nepozabni trenutki so bili šele potem ta pravi, ko smo videli te videoposnetke. To je bila predvsem Arabska Afrika, ampak tudi Črna Afrika, vsaj Niger recimo, pa Mali, pa še kakšna država. Ja, ta Črna Afrika je bila meni bolj pri srcu, no, lahko rečem, nekako bolj pristno sem jo doživljal, ne glede tudi, seveda, lahko rečem, tam gor v Maroku, sploh v teh pod atlaškim hribom, nekako Berberi, recimo, so meni precej pri srcu tudi bili in tako naprej. Ja, Afriko sem jaz doživljal, še vedno je tako po spominu, kot eno tako pristno deželo in še vedno imam v mislih, v glavi in tudi v enih načrtih nekje pospravljeno, da bi rad šel prečet en del puščave s kamelami. Aha. Ja. Ja, zdaj ljudje si predstavljamo, da, vsaj tisti, ki še niso bili tam, ne, da so to same sipine, celo pot, pa ni ravno tako, ne? Sipine so bolj romantika, kot ne. Sicer nekateri imajo ogromne težave s sipinami, recimo, če govorimo o dirkanju z motorjem, meni so bile pa, še vedno so mi blazno pri srcu, tam sem tudi najhitreje dirkal, najboljše rezultate dosegal na sipinah. Meni je zelo nekako bolj odvratna kot ne tista kamnita puščava. Vroča, nevarna, pri velikih hitrostih je ogromno tega kamenja, ki seveda takoj zelo hitro povzroči tisto tudi najhujše pri padcu. Tako da, ko sem videl pesek, sipine, nekako sem se sprostil, še bolj zaživel, ker tam je bilo treba pa jadrati, surfati po teh sipinah in to je drugo. Večina si predstavljajo, puščava so sipine. Ja, ampak že z avtom sipine niso ravno enostavne, z motorjem pa še toliko bolj. Saj ne vem, kaj bi rekel, da je lažje, da je boljše. Nobena stvar, če se ti voziš po sipinah za užitek, da imaš tam piknik, pa prijatelje, pa se tako naprej, je vse super. Ko prije pa enkrat dirka, ko moraš te sipine premagovati čim hitreje, se pa seveda noter vključiti faktor nevarnosti. Ta nevarnost se vedno bolj stopnjuje, ko je človek utrujen, ko je za tabo že toliko in toliko dni dirkanja in vse tako naprej. Vemo, da smo spali vsaj prva leta od 2 uri do 2 uri pa pol na noč. Povprečno. Ja, mislim, govorim za sebe, ker sem vozil nekaj let brez mehanika in sem pač vse sam počel. To je bilo, bi rekel, kar precej velik zalogaj. Vendar te drži en adrenalin, nekje te dviguje vsak dan znova, vsako jutro znova, ta team spirit pa adrenalin, ki pa potem spusti in največkrat sem potem, ko sem se vrnil domov, tudi zbolel za kakšno virozico, tako luštno. A se je kdaj zgodilo, da se je kdo izgubil? Ja, veliko je enih zgodb, da se ne bi izgubil tudi sin Margaret Thatcher. Menda. Pa da ga niso nikoli najdli. Da ga niso najdli? Da ga niso najdli. Niti nisem šel preverjati, ampak to je ena od prvih zgodb, ki sem jo slišal o Dakarju. Sicer pa ja, so se ljudje izgubljali, ta navigacija je bila sploh v tistih časih zelo zahtevna. In so potem seveda začeli iskati te izgubljene ljudi z helikopterji
in tako naprej. Sej, mislim, da kar se tega tiče, ni bilo kakšnih hujših posledic, vendar ja, dirka je končana potem do takega človeka. GPS-ov pa takrat še ni bilo, ne? GPS-i so bili, eni Garmini 75, se spomnim, to so bili tisti primitivni GPS-i resnično, ampak pomoč velika. Večja težava je bila v tem, ne da bi izgubil na času, da prideš na minsko polje. Sploh v zahodni Sahari so bila ta minska polja posijana in mi se nismo upali zapeljati s ceste, da bi šel lulat. Zato, ker enostavno je francoski voznik tovornjaka ostal brez noge, raven zaradi tega. Tako da tukaj noter je bila ta težava. Ne? Pa seveda, če si šel predaleč v noč, so že prišli tisti, ki smo jim rekli takrat že teroristi, pa so lahko tudi kaj naredili. Zdaj, ko ste vi peljali, ne? A ste vi imeli kontakt približno drug z drugim, a ste se popolnoma sami včasih vozili? Zelo odvisno. Se je zgodilo, da si recimo, če bila etapa dolga 800 ali pa 1000 km, se je zgodilo, da si vozil 10 ur sam. Lahko se pa zgodi, da se nabere ena grupa, ki se potem nekako vidi v nekem vzornem kotu, lahko se tudi skupaj bolj kompaktno vozi, tako da v bistvu ni posebnega pravila. Zdaj pa ja.